prve velike stavke pacientk in pacientov v Sloveniji. Da koštalo bičem manj, so najeli me pocen. So šefi me povišali, da glavnik sem postal. Čeravno z bolniki 6 let nisem se pečal. A kar naenkrat je čez mejo epidemija treščila. Rešilcev dolga kača pred urgenco je bila. Od nikoder pomoči, odgovornih pa nikjer. Okužba je presegla vsakršen okvir. Je kdo obdržal pamet, odsočnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. Je kdo obdržal pamet, pokončnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. Šumar polje je odravljal, ki so požle. Takoj pa daš je zmanjkalo, predati se mi vode gre. Vse, ki so bežali, sem prisilil v pomoč, da zdravnikom so pomagali pri iskanju zalog. Od zapitega šefa, odgovora tu sem jaz, v drastičnih razmerah predponujen je ukaz. Policistom sem odredil, zaseči kar se da, da od razkužil čistilno krave, alkohola čistega. Je kdo obdržal pamet, dokončnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. Je hišnik čiščenje prevzel, a kuharska naloga. Svetak odvažal mrtve in strpel za njih pokop. Na ognju iz vrstiklov uradni vodo je zavrel, za sterilizacijo in asekcijo, a mrtvi so se množili. Zeliščanih homeopati so prinesli, kar so imeli, v triažo zablažila, od okratke provizorično popel. Diler kokaina je vso svoje robo dal, kakovosti res slabe, a marsikomu je pomagal. Je kdo obdržal pamet, pokončnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. Na parkirišču smo napravili triažo in bolnike razvrstili. Okupani gasilec je skrajšal muke neozdravljivim. Odnekud se v tem kaosu prikradel je direktor in grozil s kašnimi za kršitve, če ne bo prišel inšpektor. A če prisežemo, da je naredil vse, kar se je dalo, bo pozabil na kršitve in če ministru popel hvalo, zgrabili smo ga doj in privedali na vrata, vsaj za transfuzijo podoba ta človeška potrata. Je kdo održal pamet, pokončnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. 7 mesec je končal, rešili smo, kar se je dalo. Politika in ljud nas zato dala bola znalo. Rešili smo jih več tisoč, a zrušili avtoriteto oblasti. Prevzamem krivdo sem dejal in čiste ste vesti. Pobral sem knjige in instrumente in še nekaj nujnosti. Spakiral vse v avto in pobegnil od ljudi. Izobčenec sem zdaj in skrivam se vse dni, a za rešena življenja istoril bo še enkrat, prisečem ti. Je kdo obdržal pamet, pokončnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. Je kdo obdržal pamet, pokončnost ali srce? Odgovore boš zvedel, ko razpadlo bo prav vse. To je bil Jani Kovačič z pesmijo z naslovom Dan, ko razpadlo je vse. In mi tukaj danes stojimo sredi razpadajočega sistema javnega zdravstva.
Za ta razpad ni kriva trenutna vlada. Za ta razpad so krive vse vlade v zadnjih 30 letih. Zadnjih 30 let se načrtno in premišljeno spodkopava javno zdravstvo. In zdaj smo prišli do točke, kjer ljudje zmrzujejo pred zdravstvenimi domovi, čakajo na mrazu celo noč za možnost, da bi dobili svojega osebnega zdravnika, medtem pa drugi, ki si lahko privoščijo posebna privatna zavarovanja, pridejo do specialističnega pregleda čez dan ali dva in preskakujejo vrste povsem zakonito. Ta stavka je za vseh teh 130 tisoč ljudi, ki nimajo svojega zdravnika. Stavkamo za vse tiste, ki nemočni čakajo mesece in leta na preglede. Stavkamo za vse tiste, ki si ne morejo privoščiti dodatnih zavarovanj in samoplačništva. Stavkamo za vse tiste zaposlene v javnem zdravstvu, ki niso pozabili na paciente in se jim ne gre zgolj za dobičke. Stavkamo za enakopravno in vsem dostopno javno zdravstvo, ki podpira javne izvajalce zdravstvenih storitev. Veliko je bilo pa vprašanj tudi proti čemu smo, kaj sploh hočemo. Smo povsem in odločno proti pogoltnosti zdravstvenih in zavarovalniških lobijev. Smo proti vsem tistim, ki zdravstveno krizo izkoriščajo za milijonske dobičke. Stavkamo proti začasnim obližem, ukrepom, ki ne bi reševali krizo, pa jo v bistvu samo slabšajo in pospešujejo privatizacijo. Stavkamo proti vsem tistim, ki že desetletja iz ozadja za lastno korist postopno spodkopavajo sistem javnega zdravstva, ustvarjajo čakalne vrste in s tem tudi spodbujajo primanjkovanje zdravnikov. Stavkamo pa danes tudi proti nepotrebnemu zavlačevanju z nujnimi sistemskimi spremembami. Zato sem vesel, da so včeraj poslanci tamle v Državnem zboru sprejeli naše osnovne stavkovne zahteve, da so izrazili, da podpirajo civilno družbo pri tem, da se je aktivirala in da je tudi premier vlade napovedal, da se bo udeležil kot poslušalec tega današnjega shoda. Upam, da je nekje med nami in da je držal to svojo napoved. In upam, da bodo dobro poslušali stvari, ki bodo danes povedane. Zakaj? Zato, ker mislimo smrtno resno, ker gre za smrtno resno temo, ker je zdravstvo ta tema, na kateri bo ta trenutna vlada obstala ali padla. Jasen mandat smo dali, hočemo javno zdravstvo, dovolj nam je izkoriščanja, dovolj nam je lobijev, dovolj nam je enih in istih zdravnikov, ki manipulirajo sistem zato, da izsiljujejo celotno državo. Še enkrat pa poudarimo, podprli bomo vse tiste zdravnike, vse tiste zdravstvene delavce, medicinske sestre, ostalo osebje v zdravstvenih domovih, na katere se vedno pozablja, ki hočejo delati za dobro pacientov, ki hočejo delati v javnem zdravstvu. Vse te je treba podpreti in jim omogočiti delovne pogoje. Mikrofon bi predal Renati Salecl in jo prosil, da se govori par besed. Pred začetkom svojega mandata je minister za zdravje napovedal stresni test slovenskega zdravstva. V letu in pol naj bi vlada
vložila pol milijarde evrov, da bi ugotovila kondicijo slovenskega zdravstva ter plačala potrebno delo osebja. Rezultat tega testa naj bi bile krajše čakalne dobe, boljši nadzor nad delovanjem javnega zdravstvenega sistema in več denarja za več opravljenega dela. Kaj imamo po dobre pol leta tega eksperimenta? Samo stres. Stres za nas, paciente in pacientke. Stres za zdravnike in zdravnice. In stres za nujno potrebno medicinsko osebje. Kje pa je test? Kje je kdo po gospodinjsko pogledal, kaj deluje in kaj ne? Slišali smo tudi, da bomo uvedli dobre prakse finsko-estonskega modela javnega zdravstva. Menda naj bi dobili več digitalizacije. Pa kaj nam pomaga več digitalizacije? Če večina prebivalstva se še danes komaj znajde med obstoječimi aplikacijami, ki jih uporabljamo za dostop do zdravnika. In če sploh ni zdravnikov, do katerih bi lahko dostopali. Tudi zdravniki ne potrebujejo še več digitalne administracije, ampak pomoč, ki jim bo odvzela mukotrpno administriranje, da bodo lahko več časa posvečali pacientom. Nekateri nam te dni predlagajo, da bi bilo zdravstvo organizirano na nekakšen način izbire. Posameznik bi izbral zasebno ali javno zdravstveno obravnavo, ki jo nato plača zavarovalnica. A javno zdravstvo ni izbira med šamponi in avtomobili. Javno zdravstvo je stvar pravice. V javnem zdravstvu naj bi bil posameznik oskrbljen ne glede na spol, starost, raso in še posebej ne glede na ekonomski status. Javno zdravstvo temelji na ideji solidarnosti in ne na principih trga in profita. Javno zdravstvo skrbi za preživetje skupnosti. Vzdržati mora takrat, ko pride do naravnih nesreč, pandemije in do bolezenskih sprememb, ki jih prinašata sodobni način življenja in globalno segrevanje ozračja. Javno zdravstvo je nujno ne samo za zdravje posameznikov, ampak za zdravje celotne družbe. Zasebniki ne ustanavljajo urgenc, infekcijskih klinik in ne vlagajo v raziskovanje najbolj razširjenih bolezni, kot so rak, diabetes in demenca. Velike dobičke jim prenašajo predvsem lepotni posegi. Danes tukaj in zdaj pozivamo vse odločevalce. Dovolj je bilo privatizacije, korupcije in dovolj je bilo kozmetičnih posegov v javno zdravstvo. V zdravstvu ne gre več za to, da lepimo obliže na rano, ampak da izkoreninimo rak, ki ga je napadel. Hvala.
To je bila dr. Renata Salecev. Še en aplavz, prosim, za njo. Zdaj pa seveda je prav, glede na to, da gre za stavko pacientov, da damo besedo ne samo predstavnikom stroke, ne samo zdravnikom, ne samo predstavnikom civilne družbe, ampak tudi samim pacientom, ki imajo izkušnje z tem zdravstvenim sistemom. Zato bi pred mikrofon povabil Daro Jovanovič. Jaz sem ena od teh v visoki številki neopredeljenih, vendar se počutim bolj odpisana kot neopredeljena. Ostala sem brez zdravnika, celo več, brez zdravstvenega doma. Spadam v generacijo, ki smo samo prispevki gradili. Spadam v generacije, ki smo samo prispevki gradile šole, vrtce, zdravstvene domove. Da nam bo bolje. Da nam bo bolje, da bomo imeli zdravnika bližje. Pol stoletja vplačujem v zdravstveno blagajno. Že četrt stoletja in več si sama plačujem privatnega zobozdravnika. Plačujem tudi dodatno zdravstveno zavarovanje. A zdaj, na stara leta, ko bi ga najbolj rabila, svojega zdravnika nimam več. Še vedno pa, če pošljem elektronsko pošto svoji zdravnici, ki je ni, mi nekdo odgovori. Očitno so zaposleni, ki so ostali v javnem zdravstvu, se trudijo ohraniti svoje poslanstvo. Hvala jim. Izkušnje imam tako z javnim zdravstvom, kot s koncesionarji. Pri slednjih so le te slabe. Naprimer, po operaciji očesa pri koncesionarju sem po tednu dni začutila bolečine v očesu. Poklicala sem operaterja, da bi pogledal oko. Ne, kar na očesno kliniko pojdite. Ampak vi ste operirali oko. Ja, mi smo opravili storitev, zdaj pa naprej v javno zdravstvo. Zgodba gre še dalje, a na tem mestu nima smisla izlivati gneva. Še vedno verjamem v ljudi v javnem zdravstvu. Čeprav je demontaža sistema javnega zdravstva že tako daleč, šla je v take razsežnosti, da bo tole krpanje, ki ga je minister ponudil ad hoc, dobilo le videz aplikacije. Krpanje na tako uničeno podlago nima smisla. To vem, ker šivam, tam se tega naučiš. Ne smejte se, zadeva je popolnoma primerljiva. Sistem se ne podre kar samo od sebe. Spodkopati ga je treba. To se počne že dolgo. Najprej zdravstvo, potem še pokojninski in šolski sistem. Tudi slednja dva uspešno spodkopavajo. Z našim denarjem se sofinancirajo privatne ordinacije in celo bolnice ter privatne šole vseh stopenj. In ne nazadnje, kdo je varuh ustavnosti in zakonitosti v naši državi, ki se ne zgane in dopušča zavarovalnicam, da delujejo protiustavno. Vsaj dvakrat na teden me kličejo iz zavarovalnic in mi ponujajo specialiste takoj, celo brez napotnice. Država smo mi, ljudje, ki bi morali spremljati in gledati pod prste tistim 90 osebam v parlamentu.
Vendar smo bili premalo pozorni in se uspavali v zaupanju. Nismo ne zombiji, ne svinje in raja in tudi ekstremisti ne. Smo državljani, ki plačujemo davke in prispevke in pričakujemo, da država deluje, da parlamentarci sprejemajo odločitev v našo dobrobit in korist in predvsem, da razumejo dolgoročne posledice svojih odločitev. Hvala. To je bila pacientka, ki je povedala svojo izkušnjo. Dara Jovanovič, zdaj pa pred mikrofon vabim dr. Matejo Kožuh-Novak. Lep pozdrav, prebivalci dobre volje, ki smo se danes zbrali tukaj v Ljubljani in v vseh slovenskih mestih v zaščito zdravstvenega varstva. Izjemno sem ponosna, da na večer mojega življenja stojim tukaj skupaj z našimi otroci in vnuki, ki so se naučili, da nobena vlada ne more sprejemati zakonov v korist slehernika brez pomoči civilne družbe. Danes smo tukaj, dragi kolegi, da vam pomagamo obdržati javno zdravstveno varstvo, kjer bo vsak človek imel dostop do svojega zdravnika. Primarno zdravstveno varstvo, dobro primarno zdravstveno varstvo je ključno za dobri sekundarni in terciarni nivo. Imamo okoli 6000 mladih zdravnikov, ki zdaj specializirajo različne veje medicine. Vse te lahko porabimo, da zapolnijo prazna mesta v primarnem zdravstvenem varstvu. S tem ne bodo pomagali samo svojim kolegom in nam, pacientom. Naučili se bodo, kako važno je, da imamo dobro primarno zdravstveno varstvo, ki predvsem lahko pomaga zdravnikom v bolnišnicam, da bodo lahko bolje obdelali svoje paciente. Mi vsi zbiramo denar za zdravstveno varstvo. Noben prebivalec Slovenije ne sme ostati pred zaprtimi vrati ambulante. Jaz upam, da se je gospod minister za zdravje, vlada in parlament, da so se že naučili, da ne morejo sprejeti nobenega zakona, ki rešuje probleme vsega prebivalstva brez naše podpore. Tukaj sem smo prišli, da jim ponudimo roko, ne da jih kritiziramo, da bomo skupaj naredili nekaj, da nam bo vsem bolje živeti v naši lepi državi. Bolnik od obljub ne more ozdraveti in ne more biti boljšega stanja. Danes, ne jutri, mora vlada in parlament sprejeti interventne zakone, ki bodo razbremenili zdravstvene delavce v primarnem zdravstvenem varstvu. Zakone, ki bodo omogočili prerazporejanje za določen čas mladih zdravnikov, da bo primarno zdravstvo lahko delovalo. Zakone, ki bodo prepovedali dvoživke. In zakon, ki bo ustavil dopolnilno zavarovanje, v katerega vlagamo denar vsi. Podpira pa privatno zdravstvo.
samo za tiste, ki imajo denar. Jaz upam, da je vlada, ki je slišala od tega. Gospodje poslanci državnega zbora, iz naših vrst ste prišli, da nam pomagate zaščititi tiste, ki rabijo pomoč. Prisluhnite, samo civilna družba vam lahko krije hrbet, ko bodo vaši politični voditelji zahtevali, da glasujete za bogatine. V skupnem delu je moč. Prijatelji, pozdravljeni na naslednjem srečanju. To je bila dr. Mateja Kožuh Novak. Še en aplavz za gospo, ki je prišla z nami tukaj. Pozdrav pa tudi predsedniku vlade, ki se nam je pridružil tukaj na trgu. Medije bi pa opozoril in vse ostale. Predsednik vlade je napovedal, da nas bo prišel sem poslušati. Upam, da posluša zelo pozorno in tudi medije bi prosil, da mu date mir, da se bo lahko skoncentriral. Kajti danes je politika tukaj zato, da posluša ljudi. Že jutri pa lahko politika začne delati in za svojimi deli, za svojimi ukrepi dokazuje, da je ljudi tudi slišala, da bo izpolnila svoje zaveze ljudstvu in da se ne namerava ukloniti ne zavarovalniškemu, ne zdravniškemu, ne kateremu koli drugemu lobiju, ki bi rad spodbujal privatizacijo v Sloveniji. Tako je. Pred nami danes je tudi dr. Dušan Keber, ki se je izpostavil in javno ne samo kritiziral, ampak se tudi maksimalno angažiral s tem, da se trudi ponujati predloge, odgovore, strukturirati, raziskovati, pisati, pozivati k sodelovanju. V zameno pa je dobil osebne diskreditacije strani ministra za zdravstvo. Zato še vedno poudarjamo, da čakamo na opravičilo. Župan ga je prejel včeraj, iniciativa Glas ljudstva še vedno čaka na opravičilo za to, da se nazmerja z ekstremisti in za to, da se na osebni ravni žali ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti in se angažirati ne za svojo lastno dobrobit, ne za svoj stolček, ne za svoje potrebe, ampak za dobrobit ljudstva. Dr. Dušan Keber. Prijateljice in prijatelji javnega zdravstva, zagovorniki solidarnosti. V 30 letih samostojne države so zdravniki stavkali več kot 10-krat. Vsakokrat ali skoraj vsakokrat za plače. Ko niso dobili zvišanja plač, so si izborili boljše delovne pogoje. Pacienti niso do danes stavkali nikoli. Število zdravnikov se je v 25 letih povečalo za 60%. Ob tem pa se stanje poslabšuje. Čakalne dobe na preiskave, preglede, zdravljenja se podaljšujejo. Danes smo morda na dnu, ali pa upam, da ni še globljega dna, kamor smo padli. In vprašanje se zastavlja, zakaj se nam to dogaja. Vem, da vsi vemo odgovor. Odgovor je, da je v javno zdravstvo vdrl zasebni interes. Javni interes, pa čeprav ga včasih vidimo v nezadovoljnem zdravstvenem delavcu
ampak javni interes, ki ga zahtevamo mi, ki smo lastniki javnega zdravstvenega sistema, so dobre storitve, dostopne vsem državljanom brez razlike. Interes zasebni interes. In tukaj je skupni odgovor, zakaj je razlika med javnimi in zasebnimi delavci. Zasebni interes zastopa profit. In tukaj je interes lastnika je izključno profit. Ob tem se zasebni sektor v naši državi pretežno sploh ni ločil od javnega, ampak parazitira na njem. Odvzema mu zdravnike, odvzema mu medicinske sestre, odvzema mu javni denar. Najhujša oblika, popolnoma prikrita oblika te privatizacije so dvoživke. Dvoživke so zdravniki, ki v javnem sistemu uživajo osnovno socialno varnost in v zasebnem sistemu dobivajo dodatne bogate dohodke. V kliničnem centru v Ljubljani je med 1000 specialisti 800 dvoživk. Dvoživke zasedajo vodilne položaje povsod. Od ministrstva do direktorjev, do vodjev oddelkov, do strokovnih institucij, do medicinske fakultete, dvoživke določajo usmeritev našega javnega zdravstva. Ali lahko verjamemo, da delujejo v našem javnem interesu? Ali res lahko verjamete, da v ustanovi, kjer je večina zdravnikov dvoživk, da v tej ustanovi obstaja interes, da bi ta ustanova rasla in delala učinkovito? Obstajajo še druge anomalije. Veste, da imamo enega od najbolj krivičnih načinov financiranja zdravstvenega varstva. Strežnica v kliničnem centru ali, če hočete, vzgojiteljica v otroškem vrtcu plačuje 3-krat večji odstotek svoje plače, kot pa zdravnik, ki bo jutri stavkal, da bi dobil plačo predsednice države. Država je tudi popolnoma brezbrižna do pojava privatnih zavarovanj, ki sprevrženo ponujajo preskakovanje čakalnih dob v javnem sistemu. Slabi, pristransko napisani zakoni omogočajo, da koncesionar, čeprav je v resnici plačan enako kot javni zdravnik, ampak da ta koncesionar lahko zasluži 3-krat več kot javni zdravnik. Zaradi slabe davčne zakonodaje, zaradi davčne optimizacije in zlasti še, to je bil žebelj v krsto tega, da je Ustavno sodišče dopustilo, da koncesionarji lahko iz javnega denarja ustvarjajo svoj osebni profit. Korak čez rdečo črto, korak preko vsega, kar smo si predstavljali, da se lahko zgodi, pa je, da je pred 3 leti takratni minister za zdravje dovolil družinskim zdravnikom, da odklanjajo bolnike, ko dosežejo določen prag. Od takrat do danes je 130 000 bolnikov brez izbranega zdravnika, in če se bo tako nadaljevalo, jih bo v nekaj letih 350 000. To, dovolite, da rečem, ni samo še en problem več.
To je neverjeten madež na pravni in socialni državi. To je nekaj, kar se nam ne bi smelo dogoditi, ker pomeni, da je država z dekretom, z lastnim dekretom vzpostavlja neenakost državljanov pri dostopnosti do ene od temeljnih pravic, pravice do zdravstvenega varstva. To je razlog, da danes stavkamo. Stavka, vsi nas to sprašujejo in tudi to bom jaz ponovil, stavka ni uperjena proti zdravnikom, še zlasti družinskim zdravnikom, ki vztrajajo in izgorevajo v vedno bolj nemogočih razmerah, v pol praznih zdravstvenih ustanovah, ki so jih zapustili koncesionarji. Spoštujemo jih in smo jim hvaležni. Pozivamo pa jih, naj nas ne odklanjajo, ker jih potrebujemo. Za zmanjšanje svojih obremenitev naj se borijo na druge načine in mi, civilna družba, jim bomo pomagali. Stavka tudi ni usmerjena proti vladi, saj šele na začetku mandata. Dobro, 8 mesecev ni čisto na začetku. Pacienti pa jo opozarjamo, da obljube niso dovolj. Pozivamo jo, da naj obljube potrdi z dejanji, zlasti, ker bi nekatera dejanja lahko že uresničila. Napoved, neka bodoča reforma ne bo povečala števila družinskih zdravnikov. Čez 2 leti bo družinskih zdravnikov manj zaradi upokojevanja. To pomeni, da rešitve, ki bodo predvidene čez 2 leti, bi bile lahko uveljavljene tudi danes, ker se vsaj v tem pogledu ne bo spremenilo nič. Uvedba posebnih ambulant za izbrisane je strokovno, finančno in moralno slaba odločitev. Civilna družba predlaga ukrepe, ki bi v nekaj mesecih omogočile, da bi vsak pacient imel osebnega zdravnika. Z njimi, po pogovorih, ki smo jih imeli, se strinjajo tudi številni družinski zdravniki. Gre za administrativne razbremenitve, za prenos dela nekaterih strokovnih nalog na druge sodelavce v zdravstvenem timu in za pritegnitev specializantov. Tisočih je, ki krožijo po različnih oddelkih v Sloveniji in skoraj nihče med njimi v družinski medicini. Od vlade pričakujemo, da bo napovedana zdravstvena reforma odpravila razloge za obstoj dopolnilnega zavarovanja. Da bo odpravila parazitiranje zasebnega sektorja na javnem. In da bo odpravila dvoživke. V obljubljenih usmeritvah, ki naj bi jih izvedeli v prihodnjih dnevih ali tednih, pa želimo videti jasno namero vlade, da je odločena zaustaviti sedanje rušenje javnega zdravstva. Tega doslej nismo opazili še pri nobenem ukrepu. S stavko pa res izražamo tudi nasprotovanje. Nasprotovanje tistim posameznikom in skupinam v politiki, v zdravstvu, v zavarovalnicah, v svetu kapitala, ki že vrsto let izčrpavajo javno zdravstvo in ga postopoma privatizirajo. Sporočamo jim, ne bomo vam dopustili, da nam ugrabite naše javno zdravstvo. Naše zdravstvene domove, naše bolnišnice. Vladi sporočamo, da smo mi državljani, lastnik javnega zdravstvenega sistema in da ga ona v našem imenu samo upravlja. Upoštevati mora naš interes in ne interes podjetnikov in kapitala.
Sporočamo ji, da bo prvi preizkus njene iskrenosti v tem, kako hitro bo rešila problem pacientov brez izbranega zdravnika. Jutri bodo stavkali najbolje plačani zdravniki, da bi bili... A ne bodo? No, slišim, da ne bodo. Mogoče je pa le pomagalo kaj. Ampak, kakorkoli, ne vem, če ne nadaljujem, minister je obljubil, da jih bo sprejel, nam je obljubil ničesar. Nas je razglasil za ekstremiste. Prijateljice in prijatelji javnega zdravstva. Z današnjim dnem odpiramo nov list v zgodovini slovenskega zdravstva. Zaslišal se je glas pacientov. Ne bomo odnehali. Napovedujemo nepopuštljivo prizadevanje za naše pravice, za naše zdravstvene domove, za naše javno zdravstvo. To je bil dr. Dušan Keber. In zdaj, zato ker hočemo živeti v svetu, kjer je javno zdravstvo enako za vse, kjer je zdravstvo enako za vse, kjer smo vsi enako vredni, tale sporočilni komad. Pravi večinski ježek, Darwin nima prav v novih razmerah. Doktor ni eden, sta doktorja dva. Eden se smuča, ko drugi gara. Darwin nima prav. Ta hop v sedlo in že je gospod, drugi se matra, revež izpod. Kdo nima prav? Darwin nima prav. Veš zdravja mole za bogate, saj revnih itak je preveč. Kako zdaj ven iz te zagate, zdravnikov zanje ne bo več. So se takole odločili, da omilijo zdaj ta špetir. Mi bolnic ne bomo gradili in tako bo ziher mir. Darwin. Le na urgenci doktor gara, ostali pa, medicina je tako napredovala, da že vsak ima bolezni par. Zdravje civilizacijska je utvara, a zdrav boš le, če boš imel denar. Kaj zdaj človek tukaj bega? Ljudje naravi niso mar. Čemu civilizacijska zadrega, sebičnost je le sebi par. Ne, Darwin. Lena urgenci, doktor gara, ostali privat služijo gore zlata. Darwin. Saj taka kriza, kar čez noč ne rata, tu so desetletja vržena proč. Kaj ne? Ne. Darwin nima prav. Jani Kovačič. Mikrofon bi predal
še eni pacientki, ki bi spregovorila o svoji situaciji. Maja Vreča. Ja. Moje ime je Maja in z vami bi želela deliti osebne izkušnje in postaviti eno vprašanje. Pred nekaj leti sem izgubila svojo osebno ginekologinjo. Dobila sem le dopis, da mi sporočajo, da bo njeno delo prevzel nekdo drug. Sporočilo ni nikoli prišlo. A jaz se vseeno lahko štejem med srečne, saj imam še vedno svojo osebno zdravnico in to celo zelo dobro zdravnico, ki se resno zavzame in potrudi za svoje paciente. Pred nekaj leti me je ta zdravnica poslala na specialistični pregled, na katerega sem čakala kakšno leto. Na pregledu mi je specialist razložil, da se lahko obrnem na samoplačniško popoldansko ambulanto, kjer so na voljo terapije, ki mi bodo morda pomagale. Ker pa ni zanesljivo, da mi vse te drage plačljive terapije res koristijo, me je naročil še na operacijo, ki se izvaja v okviru javnega zdravstva. To je bilo 3 let. Me je naročil na operacijo, ki se izvaja v okviru javnega zdravstva. To je bilo 3 leta nazaj. Še vedno čakam. V zadnjih 2 mesecih pa sta me kar 2 zavarovalniška agenta, ki nič ne vesta o mojem čakanju na operacijo, želela prepričati v izredno ugodno ponudbo, ki me lahko kadarkoli brez čakanja spravi do specialista. Ponudba je bila res ugodna, a jaz sem vseeno zavrnila, ker želim raje ohraniti javno zdravstvo. Obakrat sem bila deležna le pomilovalnih pogledov. A jaz sem prepričana, da se nikakor ne zaslužimo vzvišenega pomilovalnega pogleda, če se zavzemamo za javno zdravstvo. Javno zdravstvo je poleg javnega šolstva ena izmed naših največjih civilizacijskih pridobitev. Poleg tega pa ga tudi vsi plačujemo. Ali si lahko predstavljate, da bi vam zavarovalnica, ki plačujete za polno zavarovanje avtomobila, o prijavi škode rekla, naj si poiščete dragega mehanika in mu popravilo, kar sami plačate? Ne? Tudi jaz si tega ne predstavljam. A je kaj narobe tukaj z mano, a je res nekaj narobe s to sliko? Kaj menite? To sprašujem vse vas in sprašujem tudi visoke osebnosti, ki so baje v tej skupini. Kot smo že poudarili, pa bomo še enkrat za vsak slučaj, zato ker se tudi na tem področju delajo manipulacije, ker so ljudje iz ozadja, ki govorijo, da ta stavka je uperjena proti zdravnikom, to nikakor ni res. Tudi po Sloveniji so se ljudje se zdaj zbirajo in so zbrani na različnih lokacijah, ponekod na glavnih trgih, ponekod so se pa zbrali pred zdravstvenimi domovi. Ne zato, da bi napadali osebje, ampak zato, da bi pozvali vse zdravstvene delavce, da se nam pridružijo v tem, da skupaj zahtevamo javno zdravstvo, v katerem bo možno delati. Javno zdravstvo, v katerem bo možno poskrbeti za vse paciente. In zato sem zelo vesel, da lahko pred mikrofon povabim dr. Marijo Biščak Hafner, ki je družinska zdravnica iz zdravstvenega doma Moste Polje. Hvala. Tukaj sem, ker podpiram, da civilna družba zahteva ureditev razmer v javnem zdravstvu. Zato sem se kot družinska zdravnica odzvala vabilu, da povem nekaj besed o tem, kar poznam, stanju v družinski medicini. Družinski zdravniki že več let opozarjamo, da so na našem področju potrebne sistemske spremembe. Sicer nas bo premalo, da bi lahko poskrbeli za vse ljudi in zanje skrbeli kvalitetno. Trenutno se uresničuje tisto, česar smo se tudi mi bali. Veliko število ljudi brez osebnega zdravnika, hitenje pri obravnavah bolnikov, ogromen pritisk na dežurne službe. Po mojem mnenju lahko hitre rešitve, kot so višane glavarine in ambulante za neopredeljene, še poglobijo krizo v primarnem zdravstvu, saj odvračajo
pozornost od sistemskih in dolgoročnih ukrepov. Kaj torej predlagamo? Debirokratizacijo našega poklica in ukrepe, ki bi ga naredili zanimivega mlajšim kolegom. Naši predlogi vsebujejo prenos administrativnih nalog na druge deležnike v zdravstvu. Govorim o administrativni razbremenitvi tako zdravnikov kot sester, ki se prav tako ukvarjajo s preobsežno administracijo za premajhno plačo. Če naštejem samo nekaj področij, kjer je to možno, urejanje bolniških staležev in predlogov za invalidsko upokojitev, telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo, podaljševanje napotnic, predpis medicinsko-tehničkih pripomočkov, nalogov za prevoz in povračilo potnih stroškov. V trenutni situaciji je nujno, da odločevalci, ki imajo glavni vpliv na organizacijo zdravstvenega sistema v naslednjih mesecih, sprejmejo ukrepe z namenom temeljite debirokratizacije družinske medicine. Če bi bili družinski zdravniki razbremenjeni zadolžitev, ki jih lahko opravljajo drugi, bi v ambulante lahko sprejeli več bolnikov. Imeli bi čas, da se osredotočimo na strokovno plat obravnave bolnika. Dosegli bi nekaj, kar si želimo zdravstveni delavci in pacienti, da se ukvarjamo predvsem z bolnikom in njegovim zdravjem, ne pa s papirji in računalniki. Na ta način in ob dodatnih vzpodbudah za mlajše zdravnike na občinski in državni ravni bi se verjetno povečalo tudi zanimanje mladih za specializacijo družinske medicine. In ravno to je na dolgi rok ključno za ohranitev primarnega zdravstva. Hvala vsem. To je bila dr. Marija Bišak-Hafner. Še en aplavz, prosim, za njo. Zakaj? Zato, ker je zdravnikom, aktivnim zdravnikom, zelo težko javno spregovoriti o teh stvareh, ker tudi znotraj svojega poklica čutijo določene pritiske, lahko čutijo, da se ni dobro preveč izpostavljati v času, ko so delovno aktivni. Zato je večina zdravnikov, ki je tukaj se izpostavlja, praviloma upokojencev. Ko smo pa govorili o družinski zdravnici iz zdravstvenega doma Moste Polje, oziroma ko je spregovorila, imamo pa tukaj tudi upokojenko, pacientko, ki je iz zdravstvenega doma Polje in bi zdaj tudi spregovorila. Zlatka Anžur. Hvala za besedo. Sem bolj majhna. Ja, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, da sem dobila lahko besedo. Sicer prihajam iz Ljubljane, točneje iz Zaloga. Zaradi zaprtja zdravstvenega doma Polja sem se znašla v hudi stiski. Kot sem seznanjena, je moja osebna zdravnica dala odpoved navedeno zdravstvenemu domu. Tudi moj oče, star 91 let, ima isto osebno zdravnico. Zakaj sem tako v hudi stiski? Zato, ker sem sama stara 69 let in imam astmo, na skrbi pa imam nepokretnega očeta. Za nego sicer mi pripada 5-krat tedensko 1 ura pomoči na domu, samo v dopoldanskem času in brez vikendov, brez praznikov. To je delno subvencionirano, znese pa v približno 15 do 16 ur mesečno. Za nujne higienske pripomočke, ki so doplačljivi, je potrebno pridobiti nalog osebne zdravnice. Ko se pridobi ta nalog, se navedeno lahko šele prevzame v lekarni. Nalog se ne izda niti en dan pred iztekom prejšnje odobritve. Za napitke, ki jih oče potrebuje zaradi nezmožnosti normalnega hranjenja, je bila potrebna predhodna pregled pri sekundarnem specialistu medicine, ki je odobril
te napitke, vendar je potem potrebno pridobiti recept, ki ga potem te napitke dvigneš v lekarni. To je vsega za 3 mesece. Kako bo naprej? Ali mu bo še ta pomoč oziroma storitev odobrena, ne vem. Sedaj mi pa prosim razložite, kako lahko ob vsej tej obremenitvi, že s tako hudo obremenitvijo z nepokretnim očetom, brez osebne zdravnice in ob zaprtem zdravstvenem domu vse to jaz zmorem. In kaj se bo zgodilo, če se meni osebno zdravstveno stanje poslabša? Hvala, ker ste me poslušali. Ljudje so v stiski, vendar rešitve so in da se jih sprejeti takoj. To je to, kar ponavljamo, da se ukrepa takoj, kot se je ukrepalo ob energetski krizi, kot se je ukrepalo ob začetku covida in v drugih kritičnih situacijah. Pred mikrofon bi povabil dr. Brigito Skelo-Savič, ki bo predstavila tudi potenciale, ki se skrivajo v medicinskih sestrah. Pozdravljeni vsi skupaj. Mi tukaj nismo ekstremisti. Mi tukaj se zavzemamo za javno zdravstvo. Podpiramo javno zdravstvo. Tukaj nas je 112 predstavnikov civilno-družbenih organizacij, ki želimo, da se dostopnost zdravstva povečuje, da se poveča, ne da vedno bolj pada, da se nehajo kršiti ustavne pravice pacientov in pravice pacientov po zakonu o pacientovih pravicah, da se neha spodkopavanje temeljev socialne države. Javno zdravstvo, šolstvo so temelji socialne države, v kateri živimo in za katere plačujemo prispevke. In vse to, ves ta manjko zdravstvenih storitev že vpliva in bo še vplival na kakovost življenja in doživetja prebivalcev Republike Slovenije. Ne zatiskajmo si oči. Covid je samo poslabšal situacijo. V Združenju Srebrna nit pozdravljam predhodno govornico, ki je opisala stiske starejših. Stiske tistih, ki pogosto rabijo zdravnika, ki so ranljivi, so še toliko večje kot tisti, ki občasno nekaj rabimo zdravnika. Vendar se zelo zgražamo oziroma zelo težko prenašamo reševanje akutne problematike z denarnim nagrajevanjem in vse večjim vključevanjem zasebnikov. Menimo, da to ni prava rešitev za naš zdravstveni sistem. Kako lahko ocenimo delo za 80 evrov neto ljudi, ki pravijo, da nikakor ne morejo več delati ničesar? Velja tako za zdravnike kot medicinske sestre. Potrebno je najti druge rešitve, ki bodo omogočale pacientu strokovno in celostno obravnavo, ki bo temeljila na poslanstvu družinske medicine in ki ne bo kršila ustavne in pacientove pravice, ne bo vzbujala nezaupanja pri nas državljanih in bo primerna tudi za tiste, ki pogosto potrebujejo zdravnika. Poleg že podanih predlogov številnih sogovornikov pred mano bi želela izpostaviti naslednje. Računsko sodišče Republike Slovenije je jasno povedalo, da sprejeti normativi 1895 količnikov, da ni realen, da je narejen brez analiz, izračunov in mednarodnih primerjav in krati pacientove pravice. Ne spomnim se, da bi kdaj katerikoli minister sprejel normative, ki jih ne bi preverjali, ki ne bi dobesedno iskali vso mednarodno literaturo, da lahko posežemo po zvišanju normativov. Normativi za medicinske sestre, za bolničarke v domovih za ostarele so še vedno na ministrovi mizi. Tudi ti ljudje so preobremenjeni, pa žal
nimajo te možnosti, da bi se jim normativi povečali in mislim, da tudi medicinske sestre nikoli ne bi zavračale pacientom. Menimo, da je normativ potrebno takoj revidirati, pripraviti prehodne normative in timu družinske medicine pomagati pri tem. Kako jim lahko pomagamo? Zelo enostavno. Evropska komisija, Svetovna zdravstvena organizacija, OECD nas že leta opozarjajo, da dostopnost zdravstvenih storitev na primarni ravni lahko poveča le zdravstveni tim in ne zdravnik sam. Zato zdravniške organizacije, ministra za zdravje in njegove svetovalce pozivamo, da upoštevajo dejstvo, da lahko brez vsakega tveganja za vaše zdravje 40 do 60% pacientov v ambulanti družinske medicine obravnava diplomirana medicinska sestra s podiplomskim izobraževanjem. Če to velja za anglosaksonski svet, zakaj ne velja za nas? Na primarni ravni je vsaj 600 diplomiranih medicinskih sester, ki jih država naj usposobi za pomoč pacientom na primarni ravni, za akutno, klinično in kronično obravnavo. S tem bomo skupaj z specializanti družinske medicine močno ukrepili in razbremenili zdravstveni tim v družinski medicini. In zadnje, kar želim povedati, je, da je v središču našega zdravstvenega sistema pacient in nobena druga poklicna skupina, ne zdravnik, ne medicinska sestra. Državljanke in državljani večinsko podpiramo učinkovito javno zdravstvo in pričakujemo, da minister dela na krepitvi le tega. Zato zahtevamo spremembe pravnih podlag za dodeljevanje koncesij in naj bodo le te tam, kjer javni zavod ne morejo ponuditi dovolj storitev. Delovanje koncesionarjev naj bo neprofitno, tako kot je javni sektor neprofiten. Storitve se naj izvajajo z lastnimi zaposlenimi in absolutno brez zaposlenih iz javnega zdravstva. Koncesionar naj ima obveznost sodelovanja pri zagotavljanju 24-urne zdravstvene obravnave. Zakaj nam pokajo urgentni centri po šivih, dežurne ambulante v domovih za starejše? Zato, ker dežurajo samo tisti, ki delajo v javnem zdravstvu. Kaj naj rečem za konec? Dejstvo je, da lahko problem, ki ga imamo, ne moremo rešiti samo medicinci, samo zdravniki, zdravniške organizacije. Problem je potrebno nasloviti medpoklicno, s socialno pravičnostjo in z mednarodnimi praksami obogateno. Se pravi, učimo se tudi od tistih, ki so naredili ustrezne premike na področju dostopnosti zdravstvene obravnave na primarni ravni. In to so anglosaksonske države. Pa tudi Španija, Francija, Nemčija gredo po tej poti. Zdravje prebivalcev Slovenije ne sme biti biznis. Če se to zgodi, bomo pustili pogorišče od socialne države našim otrokom. In zato smo danes tukaj, za javno zdravstvo in za socialno državo. Hvala vsem tistim zdravstvenim delavcem, ki delate v tem kaotičnem javnem sistemu. Ponosni smo na vas. To je bila dr. Brigita Skela Savič. Jaz bi ob tem povedal še, da mogoče ste opazili tukaj na levi strani odra en šotor. Nažalost ne moramo tistih, ki so brez zdravnika, nuditi prve pomoči, lahko pa nudimo pravno pomoč. Če je kdo tak brez zdravnika, ki bi se rad za pravno mrežo za varstvo demokracije pogovoril o tem, kakšni so tudi pravni ukrepi, ki jih lahko sprejme, lahko gre tam do šotora, več o tem bo pa kasneje povedala predstavnica pravne mreže za varstvo demokracije. Zdaj pa nam bo Jani Kovačič še v pesmi
predstavil našo potencialno usodo. Torej, Moritat, a ne. En bolnik je brez zdravnika, 1000 jih je prav tako. Prav zato pa šarlatani prosperirajo lahko. Veš, da vsaka se bolezen brez bolnika ne da zdravst. To resnico je potrebno z doktorji ponovno spraviti. Hipokratova prisega, Helsinška deklaracija, kje je deontologija, kodeks in humanistika, so zdravila danes biznis, vsak od nas je tabletoman, kot da smrt je le predsodek in življenje kemogram. En bolnik je brez zdravnika, 1000 jih je prav tako. Prav zato pa šarlatani prosperirajo lahko. Pred mikrofon vabim Lano Živkovič, da spregovori par besed. Živijo. Tudi sama sem pred kratkim ostala brez osebne zdravnice, tako da to ni nekaj, kar se dogaja samo 100-letnikom in 100-letnicam. Od Zavoda za zdravstveno zavarovanje sem prejela dopis, v katerem me obveščajo, da je moja zdravnica v zdravstvenem domu Center Metelkova prenehala z delom in da si naj poiščem novega osebnega zdravnika. To je seveda le navadno sprenevedanje, saj v zdravstvenem domu Center Metelkova noben zdravnik ne sprejema več novih pacientov in tako je tudi v vseh ostalih zdravstvenih domovih po celi Ljubljani in povsod po Sloveniji. In tega se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje zelo dobro zavedajo. Njihovo početje je tako brezčutno in birokratsko zavržno dejanje. Vendar politično in družbeno odgovornost za nastalo situacijo trenutno nosi ta vlada, ki nadaljuje 30-letno tehnokratsko-menedžersko upravljanje države kot podjetja, v katerem so ljudje le potrošni material. Proces, ki se je začel z ustvarjanjem 24.000 izbrisanih ljudi, je pripeljal do 130.000 neopredeljenih pacientov, pravzaprav ljudi, ki jim je kratena pravica do osebnega zdravnika. Ministru za zdravje, ki to stavko imenuje ekstremizem, tako sporočam, da je ekstremna vsaka vlada, tudi tista, kateri pripada sam, ki omogoča sistem, kjer 130.000 ljudi nima dostopa do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Ekstremna je vsaka vlada, tudi tista, kateri pripada sam, ki zanemarja vprašanje javnega zdravstva in na ta način ogroža zdravje ljudi in posledično javno zdravje. Ekstremna je vsaka vlada, tudi tista, kateri pripada sam, ki omogoča divjo privatizacijo zdravstva in zanemarja vrednoto javnega zdravstva, ki jo definirata tako ustava kot zakon. Radikalni ekstremizem je ogrožanje zdravja ljudi in posledično javnega zdravja.
Opozarjanje na to pa ni ekstremizem, temveč je ravno nasprotno, resnična politika, ker ljudje stopijo skupaj zahtevajoč enakost in enakopravnost za vse. Javno zdravje je vrednota, ki pripada vsem nam in ga financiramo vsi mi. Le zdravi ljudje lahko soustvarjajo zdravo družbo. Zato je tudi v tem boju pomembna solidarnost med vsemi nami, tudi med zdravniki, medicinskimi sestrami, snažilkami, čistilkami in tako dalje. Saj le takšna solidarnost lahko ogrozi tržno naravnano, elitistično, koruptivno peščico, ki parazitira na javnem zdravstvu ter polni lastne žepe. Imenovanje ljudi, ki nam je kratena osnovna pravica do zdravljenja, neopredeljeni, pa je vrhunac cinizma te vlade. Mi, ki nam je protiustavno in protizakonito odvzeta pravica do osebnega zdravnika in osnovnega zdravljenja, nismo neopredeljeni, saj nam država sistemsko onemogoča, da bi se opredelili. Imaginarna pravica do opredelitve ne pomeni ničesar, če se pravzaprav nimaš za koga opredeliti. Mi nismo neopredeljeni, mi smo izbrisani iz sistema javnega zdravstva. Dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikov. Javno zdravstvo za vse, ne le za peščico. Kot napovedano, bi zdaj povabil pred mikrofon še Katarino Brvar Strnad, da predstavi inicijativo Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je tudi del širše inicijative Glas ljudstva. Pomanjkanje osebnih zdravnikov je problem, ki mnogim otežuje vsak dan. Ne le otežuje. Mnogi so zaradi tega prestrašeni, zaskrbljeni in obupani. Saj njihovo zdravje morda nima leta ali dveh, da čaka na ureditev tega problema. Na Pravni mreži za varstvo demokracije se zavedamo, da gre za izjemno pereč problem in veliko število ljudi nima osebnega zdravnika, pa čeprav redno plačujejo zdravstveno zavarovanje. Mnogim je tako kršena pravica do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda, ki jo zagotavlja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tako je omejena njihova pravica iz 51. člena Ustave Republike Slovenije. Ker gre za vprašanje sistemske kršitve ustavne pravice, smo se odločili, da se na to odzovemo. Namen in poslanstvo Pravne mreže namreč je pomagati posameznikom, ki se spopadajo z nedelujočim ali nepravičnim sistemom. Menimo, da je pravica do izbire osebnega zdravnika iztožljiva pravica, ki jo zagotavlja 80. člen zakona, saj je s tem zavarovanim osebam kršena temeljna človekova pravica. Ni pa ta pravica iztožljiva neposredno na podlagi ustave, zato je potrebno izčrpati prej vsa redna pravna sredstva. Na naši spletni strani pravnamreža.si smo zato objavili obrazec, ki ga lahko izpolnijo tisti, ki so ostali brez osebnega zdravnika. Do danes se je na nas obrnilo več kot 80 ljudi, ki so obvezno zdravstveno zavarovani, nimajo pa osebnega zdravnika. Vsem tistim pošljemo vlogo in pomagamo skozi te prve stopnje postopka in potem se bomo kolektivno odločali, kako naprej. Če tudi v postopku pred Zavodom za zdravstveno varstvo tem osebam, že zdaj vemo, ne bo dodeljen osebni zdravnik, so naslednji koraki torej tožbe v socialnih sporih. Postopki so lahko dolgotrajni, z njimi pa želimo predvsem dodatno spodbuditi oblast, da uredi stanje in ljudem zagotovi osebne zdravnike. Tako imenovane ambulante za neopredeljene znotraj javne zdravstvene mreže ne pomenijo uresničitev te pravice in ta kršitev še vedno obstaja. Zatorej pozivamo vse, ki potrebujete pomoč, da se obrnete na našo spletno stran ali morda tukaj, kjer vidite napis Pravna pomoč in z nami delite svoj primer in pomagali vam bomo pri nadaljnjih postopkih.
Srečno vsem! To, kar ste slišali, lahko greste tam do pravne pomoči se pogovoriti. Tam tudi, če še niste podpisali peticije za to, da se nemudoma razreši ta situacija z ljudmi brez zdravnika, 130 000 ljudmi brez zdravnika, lahko tam pri šotoru podpišete peticijo, dobite tudi ostale materijale oziroma pač letake z informacijami. Na tej točki zdaj bi pa povabil pred mikrofon še zadnjo govornico uradnega dela programa. Sekundo, se počim, da ne vem koliko še, seveda. Sem sam pogledal, če je doktor ali ni, za vsak slučaj, ker smo imeli veliko doktorjev. Iz sindikata upokojencev, ne vem koliko še, en aplavz, prosim. Kot novodobno oklicana ekstremistka, ki se odkar pomnim zavzemam za varovanje človekovih pravic, to vse prav iskreno in iz srca pozdravljam. Vsem stavkajočim ni vseeno, da se naš zdravstveni sistem vedno hitreje podreja neoliberalnim ciljem kapitala in ustvarjanju dobičkov na račun nas zavarovancev. Predstavljam največjo skupino ljudi. To so upokojenke in upokojenci, ki so vso svojo delovno dobo vestno plačevali, nekateri celo več kot 40 let prispevke za zdravstveno zavarovanje. Upali smo, da bo oblast spoštovala zakone in ustavo in vsem prebivalcem zagotovila dostop do zdravnika na vseh ravneh. V zadnjem obdobju pa so še posebej diskriminirani starejši, saj so ostali brez svojih izbranih zdravnikov, ki so se tudi upokojevali ali pa odšli na bolje plačana delovna mesta. Vsi ti izbrisani starejši so ena izmed ranljivejših skupin, tako zaradi starosti, kot tudi bolezenskih stanj in tudi stresov, ki jih doživljamo zaradi stisk, ko so nam kratene človekove pravice, ki so tudi zdravstvene pravice. Kako grozovita je stiska starejših, se je pokazalo ne le ob epidemiji COVID, temveč tudi ob nedavnih dogodkih v Ljubljani, ko so ljudje, predvsem starejši, sedeč na prinešenih stolih, sredi noči odeti v deke čakali, da jim institucija, ki je pooblaščena, da izvaja osnovno zdravstveno varstvo, omogoči vpis oziroma izbiro zdravnika. To, kar se dogaja s strani politike, je nedopustno in žaljivo za vse, ki smo verjeli v boljše čase. Izgovori, da ni dovolj zdravnikov, me ne prepriča, saj je možno najti poti, načine in ukrepe, ki bodo ljudem in seveda upokojencem zagotovili zdravstveno oskrbo za ohranjanje zdravja kot našega največjega bogatstva. Nepozabimo, da je dobrobit pacienta civilizacijska norma. Upam, da se politika zaveda, da procesi izbrisanih niso naša prihodnost, zato se je vredno zoperstaviti. Naj ne bo Ljubljana vzorec za razgradnjo zdravstvenih domov v Sloveniji. Zdaj bi ob zaključku še enkrat, da bo povsem jasno, ponovil samo 5 osnovnih stavkovnih zahtev, ki jih imamo, 5 zahtev, glede katerih pričakujemo, da bo vlada ukrepala. Prva zahteva, vsem pacientom je potrebno nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika. Druga zahteva, odpraviti se mora dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tretja zahteva, prekiniti je potrebno dvojno delo zdravnikov, dvoživkarstvo je potreba prekiniti. Četrta zahteva, preprečiti je potrebno preskakovanje čakalnih vrst, ki jih omogočajo komercialna zavarovanja. In peta zahteva, javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientom in ne profitom koncesionarjev in zasebnikom. Ves ta čas te stavke ste gledali tukaj zraven mene tole kačo.
Ta kača, ki ne bi simbolizirala zdravniški poklic, zdravniško poslanstvo, pa ima vendar vseeno na vrhu zdaj trenutno postavljen evro. Ali hočemo, da je naše zdravstvo posvečeno ustvarjanju dobička? Ali bomo pristali na to, da se naše javno zdravstvo spodjeda za to, da se ustvarja dobiček? Zahtevamo danes, zahtevali bomo tudi jutri javno zdravstvo, ki ne bo na prvo mesto postavljalo dobička, temveč bo postavljalo ljudi. Zato bomo zdaj simbolično ta evro nadomestili z simbolom človeštva, z simbolom ljudi, z simbolom vseh nas, ki smo tukaj. Tako, vladi sporočamo, danes ste nas slišali, jutri začnite delati. Začnite delati, lahko že danes začnete, če hočete, ampak jutri pa definitivno začnite delati na sistemskih spremembah in ne pozabite na to, da mora biti v vseh procesih od sprejemanja teh odločitev, oblikovanja novega sistema, vključena civilna družba, ki bo na prvo mesto postavljala paciente, pravice pacientov, pravice vseh državljank in državljanov, ki hočemo javno zdravstvo z javnimi izvajalci. Še eno posebej tukaj za mene je gospa, ki bi res rada izrazila svoje mnenje. Jaz predlagam, da ji damo to možnost in sicer, da ji damo to možnost potem, ko Jani odigra še svojo zadnjo pesem. Ste za? Odlično. Potem bi pa povabil zdaj Janija Kovačiča, da nam zaigra še zadnje opozorilo vladi. To ni bila stavka proti vladi, to je bila stavka poziva vladi. Kolikor pa ti pozivi ne bodo uslišani, pa bodo naslednje stavke po potrebi tudi bolj ostro pozivale na nujne, potrebne sistemske spremembe. Rešilc, daj pelji me nazaj v gozdove slovenske, tam, kjer je bolnica Franja, ali pa morda Pavla. Če sem takrat lov, zakaj zdaj na morju? Kaj bi radi? Bolnišnica, 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 za vse. Bolnišnica, bolnišnica, da vas slišim. Bolnišnica, 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 za vse. Kje so tisti vladni ukrepi, s katerimi bomo odstranili vrste pred zdravniki? Pa kje so tiste noči na urgenci, ko smo bili takoj na vrsti, a ne? Pazi, hop, 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 in če se to ne uredi, kaj nam ostane? Užgimo motorje! Evo
revolucija, 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 zdaj pa vi solo, revolucija. Če ne bo bolnic, srečno. Evo, hvala vsem, ker ste prišli. Če bi kdo, še enkrat podarjamo, če rabite pravno pomoč, če ste brez osebnega zdravnika, stopite tam do šotora, če še niste, dajte podpisati peticijo za vse tiste, ki so brez zdravnika. Na peticiji lahko upišete tudi svoj mail, to je super, da se lahko koordiniramo za prihodnje akcije, ukolikor bodo potrebne. Upamo, da ne bodo, ampak pripravljeni smo na vse. Zdaj pa evo, kot sem obljubil, tukaj predajam mikrofon še eni pacienti, ki ima pa svoje osebno mnenje o zdravstvenem sistemu, sigurno vsak od vas ima svojega. Ona je bila zelo odločena, da ga hoče predstaviti, tako da evo, lahko tudi njej prisluhnite. Pozdravljeni. Ne bom dolgo, ker bi bilo predolgo, da vse svoje izkušnje iz različnega obzirja javnega sistema, recimo, da jaz bi samo poudarila, da med dobrimi zdravniki ni razlike med zdravniki v javnem sistemu in koncesionarji, ki so tudi del javnega sistema. Jaz osebno ne bi imela nobenega zdravnika, če ne bi bilo koncesionarja. Moja osebna zdravnica je koncesionar, moja ginekologinja, ki je bila najboljša v življenju, 27 let je šla v pokoj in je bila koncesionar. In v javnem sistemu trenutno imam avtoimuno bolezen, ki ga noče zdraviti javni sistem, ki me zavračajo, podajajo kot žogico. Hvala lepa na takšnem sistemu. Skratka, hvala vsem še enkrat, ker ste prišli. Hvala, ker ste pokazali, da nas je ogromno, veliko, ki ne bomo pustili, da javno zdravstvo postane zgolj vir dobička. Pravna pomoč tam, med sabo, mogoče imamo tudi še kaj značk z flajštri gor in borimo se naprej, ostajamo aktivni naprej in skupnimi močmi pod to vlado moramo in bomo zagotovili premik k sistemskim spremembam in k javnemu zdravstvu za vse. Hvala.